Javlja, ker mi res ni dalo mira. Lanska zasedenost povprečna letna je 78%. To je uradni podatek. Njihova? Njihova. Dobro. Zdaj vemo nekaj novega. Izvoli. Torej, več čas podajo, turizem smo ljudje. Ja, Ptujčani. Zdaj, če gledam tu županske kandidate, koliko nas je, Igor, Štefan, Nuška še v času rimskih iger, koliko se nas vključuje, koliko od nas je vključenih v turistično dogajanje na Ptuju? Koliko? V karnevalu, križno ne vem, nisem še te srečal v karnevalu, nisem še te srečal v rimskih igrah, pa tak dalje. In gledajte, ko bomo mi Ptujčani začeli čutiti za tem, kaj imamo tu, pa ko se bomo tudi mi vključili, ves čas govoriš, da hodiš po svetu, in veš, da tam so, ne vem, župan, princ karnevala, ono, aktivni so, dajo od sebe, so vzor ostali. In to si moramo mi zadati kot županski kandidat, da bomo tudi mi vzor Ptujčanom pa jih pritegnili v to, da se bojo v turistično ponudbo vključevali. In Ptujčani, ko bomo mi zaživeli, tudi za Ptujem, pa začutili Ptuj kot turistično destinacijo, potem bo tudi turisti to čutili. Če smo mi lahko karnevalska maska, gledaj, kandidačno to. Kaj si ti naredil, daj, dobro, nehaj. Če te nisem videl enkrat na eni maski. Tako, ti si bil enkrat zadnje mesece, Ja, spravi se bo. Kaj je mogoče zvedeti podatek, koliko prinese korentovanje? Samo malo še eno vprašanje. 3 sekunde, da si malo morje pomiri. Sedaj je malo nekak temperatura narasla. Zdaj bo zelo dobro poslušajte. 15 metrov stran stoji 5 metrej. Edinstven eksponat na svetu. Tu je. Manj jih pravi muzeje v mestu. To je dokaz, da se da. 3 leta nazaj smo naredili najprej virtualni metrije. Potem smo naredili virtualni arheološki muzej. Pa celo virtualno mesto. Projekt, ki bo Ptuj 1950, delamo v leta 2005. Sedaj je bil v medijih, stroka ga priznava, v tujini bo uspešen. Zagovarja se Zavod za turizem, občina levo desno. Meni na niti en e-mail niso odgovorili, pa je pisalo not zastojno nam projekt. Finito, brezplačno, ga imate. Niti odpisali niso. Kako bomo spremenili te ptujske samodestruktivne odnose. Sami sebe smo uničili. Projekt, ki bo dejansko edini za 1950-letnico Ptuja, so financirali Avstrijci. Tako da sem cele noči prevajal tekste, Betriebsanleitung, ko je vse, oprostite, izrazu sranje, ker doma niti eni vrat odprl. Je to zato, ker sem to jaz, ali zato, ker nočemo? Lahko zberete vrstne reči. Lahko sem prvi. Lahko. Ker to je moj program. Jaz vem, da ti niso odgovorili, ker smo v teh 4 letih, kaj smo naredili, odnose smo tako uničili, da če vidiš nekoga, letiš prek ceste. In jaz, če bom lahko, pa če bom slučajno, župan, važno je, da bo lista uspela, jaz pravim, če pa verjamete, da mi je to prva moja prioriteta urediti odnose. Ne odobravam tega, lahko mu napišeš, idi v rit, ampak odgovoriti mu moreš. In to jaz verjamem, da niso odgovorili zato, ker si ti. Ker si mi ti rekel, jaz ne bom šel v prošel, jaz razumem, če sta videla nekak nasprotjo, ampak te odnose ni rečnih prijateljev in ni rečnih sovražnikov, jaz pravim. Jaz sem imel najboljše prijatelje, pa zdaj se ne gledamo. Pa sem imel največje sovražnike, pa zdaj se imamo radi. Ampak tu moramo stopiti skup in to pa pravim, kaj treba narediti. Odnose. Če bomo to naredili mi, tu, evo, mi smo nekako odnose zglihali. Pa gledaj, jaz se veš to opcijo, ne maram ona opcija, ampak tu pa smo se nekako koliko toliko našli in moramo se v občini najti ravno na takih zadevah. Mi se moramo pogovarjati in moramo se gledati. Hvala. Jaz bom rekla samo... Evo, jaz bom
samo to rekla, ni treba, da smo najboljši prijatelji, te se bomo zbirali v drugem krogu, moramo pa sodelovati. In jaz mislim, da bomo morali vsak malo svoj ego nazaj potegniti, pa ne vem, konc koncev tudi izpolniti to obljubo, ki jo zdaj že mesec dni trobimo, kako bomo sodelovali in kako bomo delali za ljudi, ker samo tako, ko bomo svoj ego malo nazaj umaknili in malo dali tiste svoje neke, ne, v drugi plan, pa bomo dali ljudi v ospredje, bomo znali sodelovati. Samo malo še nekaj povedal. Edini, ki je vedno na e-mail odgovoril, je bil Štefan. To poudarim. Torej, poanta zgodbe, ki jo je načel Miha, je po mojem zelo, zelo globoka, ker se to mesto pravzaprav ne zaveda duha svoje zgodovine. Mi gledamo samo formo, ne? In sanjamo o zidovih oknah in o fasadah. To mesto pa je zmagovalo takrat, ko je duh v tej hiši bil svetovno usmerjen, multikulturni in tako dalje. In ko bomo to razumeli, ne, takrat bomo razumeli, kaj je moč mitraizma, kaj je moč etnografske pustne dediščine in tako dalje in tako dalje. In potem smo unikatni in izvirni in to so zgodbe, ki jih lahko prodamo. Je ekipa v Zavodu za turizem, ki to razume in bi znala to inovirati in bi znala to prodati? Jaz se ne vidim. Izvolite še, kdo ima komentarje na to, v bistvu zaključek našega današnjega srečanja, ne, tako da... Se nišče ni popoln človek, ne? Pa vsaki dela, kdaj naredi napako, treba pač to biti toliko človeka, tudi če gre z vročo glavo rečeno, da se pač človek prespi in naslednji dan gremo hop spet delati za boljši Ptuj. Tudi jaz opažam, da so odnosi tako v mestnem svetu in nasploh na Ptuju v zelo slabem stanju in kar se nas tiče, bomo seveda, pa tudi za tem omizjem sem kdaj s kom imel konflikt ali pa kaj, se to ni neka skrivnost, ampak se zavezujemo, da bomo na prvo mesto postavili Ptuj, egote in pa seveda neke osebne interese ali zgodovino pa bomo pustili na stran. Hvala lepa. Rajko je. Jaz sem samo zdaj zaključil s tem, torej začeli smo z moja ekipa, moja ekipa, moja ekipa, moja ekipa. Ko bomo rekli naša ekipa, te smo pa na pravi poti. Hvala. Spravi, jaz sem politično obdolžen, prosim, da bom ostal budite nežni z mano in če bo to veljalo, kar se spravi tu, kar pridigamo, ne bo problema, ne? Hvala. Jaz bi rekel samo to, da smo zato sedeli v mestnem svetu in se trudili, da se tudi v 4 leti nekaj naredilo in sem eden tistih, ki sem v vseh možnih medijih to tudi pohvalil in naštel, kar se je naredilo, vendar bi samo rekel, kar se pa tiče 1950-letnice Ptuja, slišimo, da imamo komisijo za to organiziranost, te proslave in priprave in bi bilo prav, da bi tudi ljudje vedeli, kdo je ta komisija in da se bi jim tudi lahko dalo kakšne predloge in možnost sodelovanja. Miha je nekaj drugega vprašal. Miha vas je nekaj vprašal. Vprašal je, da za proslavo je povedal, da pripravlja in da mu ni še za to ni odgovoril. Jaz pa pravim, da bi bilo prav, da vemo, kdo je ta komisija in da se lahko tudi z njimi sodeluje, bi si želel, da bi tudi kdo imel možnost pri tem sodelovati. Hvala lepa. Jaz še ima kdo kaj za dodati? Robert, ja. No, zdaj, težko komentiram to, kar je Miha izpostavil, vsekakor se mi pa zdi zelo čudno, da se taka stvar dogaja, ker uradna inštitucija bi morala v vsakem primeru odgovoriti na karkoli. In mi moramo komunicirati kot ljudje, tako kot je Rajko rekel, smo ekipa, smo vsi skupaj, če tudi mogoče na prvo žogo, kdaj kdo komu reče, jaz tebe tam nisem videl, ampak jaz sem pač bil nekaj drugje, pa tebe tam nisem videl. Da to ni pomembno, važno je pa, da bomo mi dva korektno sodelovala. In se videva. In se videva, ja, če ne bo manjko, ne?
nekaj ste še mislili reči, ampak boljše bo. Dobro, no, ja, samo to, da moj namen je tudi, ne, da mestna hiša ne dela oziroma samo, da javne inštitucije niso eno, občani pa drugo. Ne. Dejstvo je, da če občina naredi nekaj, pa če mi na občini pomagamo nekemu društvu dobiti en denar, to pomeni, da je denar prišel v občino in da je to v bistvu vse naše. Ne. Mi moramo gledati vse kot naše. Hvala. Goraš, če? Kak je to vse lepo? Človek težko verjame, no. Skratka, če je slučajno letelo kar na mene, jaz sem odgovoril na vse maile, kar sem dobil, kar se tiče odnosov, zato pa sta potrebna vedno vsaj dva. In odnose, če so slabi, je zelo težko kriv en. Jaz sem že večkrat povedal, v tem mandatu je bilo vsega, pa ne želim niti več gledati nazaj. Všeč mi je, da se pogovarjamo za naprej in če bo res tak, kot tu vidimo, bom jaz zelo vesel. Drugač pa jaz nimam nobenih zamer do nikogar. Hvala lepa, s tem bi počasi pripeljali do konca današnje. Ja, bom dal tudi besedo še javnosti, ne? Ampak da pripeljemo ta razgovor z odgovore kandidatov do konca. Če ima kdo iz javnosti še kaj, prosim, mnenja, napotke, usmeritve, lahko tukaj, pa tudi na pijači, ampak tisti, ki ima tukaj, prosim, naj pove zdaj, ne? Samo to sem hotel komentirati, da že, kar gospod Tošenko, že bonton nalaga, da dobijo uradni odgovor. To. Res je. Andrej, Strenjal. Mene pa zanima, koliko je ekonomski učinek vrednovanja. A je to možno vložiti na svoj račun, pa da se enkrat odločimo, ali je to namenjeno za služko, ali je to namenjeno za bave ljudi. Jaz mislim, da je to osnovno vprašanje, ki ga treba razrešiti in potem zdaj reči, da je to ekonomsko za 50.000 evrov, mislim, da to za občino ni nekaj posebno. Jaz mislim, da je fair, da bi to mesto enkrat jasno, transparentno pokazalo, prikazano, ne? Srečni skoči je 0. Ampak je umestno, ne, da se jasno in transparentno vedno prikaže rezultati in da se tudi javno zve, zakaj. Helena, ti si hotela prej tudi nekaj povedati, oziroma si se vključila, pa nisi dokončala. V bistvu sem pač želela nekako malo odpreti oči, ne, Goran ste rekel, da smo napadali zavod, ne, ni res. Jaz kot organizator enega dogodka v mestu priznam in sem hvaležna zavodu, da mi pomaga. Ne? In ne moreš trditi, da smo ga mi kritizirali. Vsak je povedal kandidatov. Ne, ampak počakaj. Ti si tako zelo nonšalantno in nespravim odnosom kandidata župana rekel, vi vse to govorite, kritizirate in gor dol. Dejstvo je ena gorast, da na Zavodu za turizem na Ptuju niso hudi strokovnjaki turizma in to priznajo, prosim lepo. Jaz nisem strokovnjak, da jaz ne moram cel. Jasno, res da se trudijo, ampak mi, ki delamo turizem, nam to na terenu nič ne pomaga. Jaz, ki tržim Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo in moj mož, si z letnico 1950 danes, pa je bože moj mili november, nič ne more pomagati, razen s tošavimi, da ne rečem, kamniki, hvala Bogu, da jih je sem naprej. Edina stvar je to, ampak meni so katalogi šli, tiskanje je 4-5 mesec mimo. Jaz Ptuja ne morem držiti, vse generalno tudi Slovenija držiti. In tudi mene, moje podjetje, na nek način financira Spirit. Pojavljamo se na Dunaju, Študgartu, Berlinu. Pojavim se jaz in pojavi se moj partner. Si prisotni ti na teh sejmih. Veš, kaj je Ptuj? Jaz nisem. Zero. To ni okej. To je 0. No in tako. Nič nam ne pomaga, da je na zemljevidih, pa logično, da je na vseh zemljevidih tega spaka Ptuj. Ampak jaz opažam, nisem Ptujčanka, živim 7 let na Ptuju. Impuls rabijo ljudje. 29.000 ljudi rabi eno tako pozitivno injekcijo in če to ne bo prva oseba mesta, potem možda zapremo to mesto dol, pa se preselimo nekam drugam. Ker nas je zelo veliko takih, ki razmišljamo na tak način. In če ne bo župan vodja
Se pravi, da bi rekel, zaupam tebi, zdravo mero, s pametjo, brez, domače povedano, pizdaji, delajte svoja področja. Zavedajte se, da nosite odgovornost do mene, ki sem SV, in plačujem prispevke. Do nekoga, za katere prispevke plačuje nekdo, ki ima veliko ali malo manjše podjetje. Ne? Zato bi jaz v prvi vrsti apelirala, naj tisti izmed vas, ki bo županja ali župan mesta, se z ljudmi pogovarja. Naj bo odprt, naj komunicira. V eno naj komunicira. Župan ali županja lahko tudi sam hodi po mestu. Zakaj bi se mnogo odločiti? Noben od vas ni poznavalec turizma. Peter Vesenjak vas vsega v žep. S turizmom, z ekonomijo in še s čem. Tako da, Peter je moj zelo dober prijatelj in vas prosim, da vprašate, kdaj je za kak nasvet njega, gospoda, ki tu sedi, kolegico, ki je zmagovil, vašega tam zraven na levi in desni. Ne se v desnem svetu pogovarjati. Pridite mene vprašati, kaj potrebuje turizem. Ker vsak od vas verjetno ne ve, kaj turizem je. Verjetno ne ve. Goraz, 78 zasedenost, 95. Kaj meni to pomaga, če ni izven brezonske prodaje? Če ne pride v mesto, če tu ne pusti 10 evrov. V trgovini pri Andreji Belšak, ki je zaprla vrata. Dona visi, pa to je Sava turizem, pa Dona visi za Sava turizem, to je korporacija, ki bo jutri Turška, Saudska Arabija, kaj te vem? Pozabi Sava turizem, prodana bo prijeno. Ne bo naša, nima veze s tem. Tvoja naloga je, da potem imaš samo neki vljudnostni, boltonski kontakt za Savo, pač kdorkoli bo tam. In to je vse, kar je. Turizm je zelo simpel. In naloga občine je, da proba čim boljš suportirati vse tiste subjekte, pa jaz ključujem, pa neki gostinci hodijo na neka ta srečanja, pa so 3, 4, 5, 10, pa enkrat so, pa enkrat niso, pa to je guraj buci, brez veze. Energija, iskrenost, pa gremo 1950, kam delali? Kam bom jaz svojemu otroku dala kruh? Ne vem, Goraz, ne vem. Drugo leto bom festival organizirala kave, 5. bo. Koliko mi bo občina dala? 250, 350, 400 evrov. Ne morem natisniti plakatov, dati reklamu na radio, nič ne morem sprejeti. In jaz naj delam zgodbe, s takim denarjem, čak malo. Pa nimam stopnine na dogodkov, delam iz dobre volje, ker me je fajn, ker se mi družimo. Dogodek spravljam sama 4-5 ure, ker se mi zdi, pismo. Se pravim, da tega tudi mesto, na katerega bi se obrnilo, ki bi mi kaj pomagal. Ker ni impulza, ljudje so doma, sedijo, čepijo, čakajo. Bog kaj ne bo nič, ljudje za Božje delamo kmetijo in bar. Kmetijo in bar. Čakajte malo. Energija, samo to nas rešimo. Če lahko Andreju odgovorim na vprašanje, kakšni so ekonomski učinki kurentovanja. Torej vpis na UNESCO dediščino 270 minut v prime timeu na mnogih televizijah. Veste, koliko je minuta v prime timeu na televiziji? 15.000 evrov minimalno. Koliko denarja bi morali dati iz blagajne za promocijo, pa nismo dali nič. In pogledajte si v času kurentovanja, koliko medijev poroča o tej zgodbi, ki jih ni potrebno plačati. Torej, treba je meriti tudi marsikateri indirektni učinek, ne samo tisti učinek, ali je bilo treba nekomu tu v mesto nekaj dati, mu nekaj plačati in tako dalje. Torej, zagotovo kurentovanje je ena od zgodb, ki prinaša mnogo učinkov in